kar strese se tole ozvočanje, če malo preveč zarabiš. In kar strese nas Božja beseda, ki jo slišimo, tudi današnja. Ponavljali smo, kako že po prvem berilu. Ljubim Gospoda, moja moč. Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala. Moč in skala. Dve berili. Ambon in oltar. Moška in ženska. Dan in noč. Smrt in življenje. Sonce in dež. Kaj to naštevam? Dvojne. Dvojne. In tudi Faricej, ki je vprašal Jezusa, katera je največja zapoved, mu je povedal dvojno. Se spomnite? Ljubi Boga z vsem srcem, z vso dušo in vsem mišljenjem. In druga zapoved je enaka. Ljubi bližnjega, kakor samega sebe. In smo slišali v prvem berilu, je gospa prebrala, usmiljenje mora biti med nami. In v drugem berilu, ker je Gospod ostal v nas, moramo tudi mi biti prijazni, dobri do drugih. Veliko bi lahko danes slišali, odkrili o tem velikem daru ljubezni. Morda čisto namig. Kolikrat med to sveto mašo se bo izgovorila beseda ljubezen? Kolikrat jo bomo danes slišali v pesmih, v čestitkah ali kje druge ljubezen? Švajcar, Albert Švajcar, on je poznan, vse točno ne vem, točno na pamet, kako je rekel, pravi, da edina sled v našem življenju, ki je kaj vredna, je sled ljubezni, tudi za našo večnost. In mati Terezija iz Kalkute tako opiše tisti, ki je bil z njo pri molitvi 4 ure pred najsvetejšem je molila in potem sta šla na ulice Kalkute in to so prijaznostjo do otrok, do drugih trpečih, jo ta občuduje, odkje je taka moč. Ja, tam je bila. 4 ure pred Jezusom. Tam se je nalezla, tam se je napolnila. Kaj probajte en dan ne vključiti telefona. Ne boste funkcionirali, ne boste sprejemljivi, ne boste mogli klicati. A je dovolj? Ni še dovolj. Imamo 2 sveči, rekel sem 2 v 6, ampak v tej Jezusovi zapovedi ali pa priporočilu ali pa pojasnitvi, kaj je največja zapoved, se skriva še tretje. Ugante. Koga moramo še imeti rad? Tako je, sebe ne moramo imeti radi Boga, ne moramo imeti radi bližnjega, če nimamo sebe radi. Ljubi bližnjega kakor samega sebe. Ko sem včeraj odhajal z pogreba, sem obiskal še enega duhovnika, leto starejši od mene, zelo bolan. Pravi, pripravljam se na pridigo, čez pol ure imam sveto mašo. Kdo ti pa kuha? Je prav, sam. Je pa ti ljudje, ki prinesejo. Je pa zadnjič manj ješpren prinesli. Pa se človek vpraša, ob današnjem
poslušanju Božje besede, o ljubezni, o skrbi in tudi za pastirja v župniji. Pa smo dovolj odprti, vprašamo, tudi če je duhovnik malo drugačen ali pa ne izrazi te želje in potrebe. A znamo videti, kje je naša ljubezen. Dosti. Treslo se bo, da bi zares živeli to Božjo besedo. In prosimo Sveto Trojico, stokrat se pride, da bi tudi v nas bilo takšno razumevanje, kot je vladalo trojedinem Bogu. In da Marija je znala biti odprta za Boga, pa tudi za bližnjega. Tako, šla je k teti Elizabeti, pri križu je bila ostala, in toliko drugih načinov. Videla je, da je manjka vina v Kani Galilejski. Imela je rada Boga, imela je rada bližnje, pa tudi sebe. Tako naj bo tudi v nas. Amen.